Dobro večer vsem skupaj v naši zadnji letni pravljici. To, da vas spomnim, januarja ni, je februar. Vse boste obveščeni, ampak če bi kaj še na pamet prišel, bi prišel na neko otroško delavnico. Pa ne hodilo. Danes imamo eno tako zanimivo iz drugega vidika, kot ponavadi eno pravljico, pa bomo se najprej kar prepustili, ker boste videli, ko boste poslušali, da je zelo nekaj drugače. Kaj je to drugače, pa kako to razumeti, bomo pa poskušali pol povedati. Drugače pa, kako že rečejo, vesele praznike. Tukaj da je še naslov. Ja, naslov, ja, norveška ljudska pravljica, Giske, Giske, to je ime, Giske. No, dajmo pa slišali, kaj to sploh je. Nekoč je živel udovec. Imel je gospodinjo, ki je bilo ime Giske, in ta bi se bila rada poročila z njim, zato ga je kar naprej obletavala in tiščala van, naj se poroči z njo. No, vsezadnje pa je imel mož tega že tako čez glavo, da sploh ni vedel, kaj naj naredi, da se je odkriža. Bilo je ravno med košnjo in žetvijo, ko je bila konoplja zrela in bi jo bilo treba pobrati. Giska je bila ves čas o sebi prepričana, kako je čedna in močna in ročna, zato je odšla konopljo ruvat in jo je ruvala, dokler se je v glavi zvrtelo od premočnega duha, da se je zvrnila po tleh in obležala in zaspala v konopljišču. Medtem, ko je spala, je prišel mož s škarjami in ji pristrigal krilo, potlej pa jo je namazal najprej z lojem, potem pa še s sajami, da je bila videti hujša kot sam rogač. Ko se je Giske prebudila in videla, kako je grda, sama sebe ni več prepoznala. Ali sem to sploh jaz? Se je vprašala. Ne, to ni mogoče. Zakaj tako grda še nikoli nisem bila? To mora biti sam peklenšček. Pa vendar si je hotela o tem priti na jasno. Zato je šla in odprla vrata pri gospodarju in vprašala, ali je danes vaša Giske doma, oče? Seveda, pri moji veri, naša Giske je doma, je odgovoril mož, ki se je hotel iznebiti. No, potlej že ne moram biti jaz njegova Giske, vidiš, je pomislila Giske in se je pobrala od hiše. Mož je bil pa vesel, da se je odkrižal. Ko je nekaj časa hodila, je prišla v velik gozd. Tam je srečala dva tatova. Tema dvema se bom pridružila, je pomislila Giske. Če sem rogač, bo kakor nalašč, če bom v tatinski druščini. Tatova pa seveda nista bila takih misli. Ko sta zagledala Giske, sta jo ubrala, kar sta najhitreje mogla, ker sta bila prepričana, da jima je sam Bog nazvaril in nasledi in jo hoče vzeti. Vendar jima njun beg ni kaj prida pomagal, to si lahko mislim, kajti Giske je bila dolgopeta in urnih nog, tako da ju je dohitela, še preden sta se dobro zavedala. Kadar bosta z doma in kradla, bom pri vaju in vama pomagala, je rekla Giske, ker sem v teh krajih doma.
Ko sta tatova to slišala, sta si mislila, da bi jima res utegnila spremljevalka priti kakor nalašč. Zato se je nista več bala. Ravno kar sta se namenila, da bosta ukradla ovco, sta rekla. Samo ne vesta, kje bi jo bilo mogoče suniti. To pa res ni nič težkega, je rekla Giske. Zakaj dolgo sem služila pri nekem gospodarju onstran gozda, tako da bom lahko v trdi temi našla ovčjo stajo. To se je tatovoma zazdelo imenitno. In ko sta prišla tjakaj, naj bi Giske odšla v ovčjo stajo in jima pomolila ven ovco, ona dva pa bi jo vzela iz rok. Ovčja staja je bila tik ob hiši, kjer je ležal in spal mož. Zato se je Giske na vso moč potiho in previdno odtihotapila noter. Kakor hitro pa je bila v staji, je zavpila ven tatovoma. Ali hočeta imeti ovna ali backo? Na izbiro je dosti tega in onega. Pš, pš, glej samo, da bo čim debelejša, sta odgovorila tatova. To že, samo ali bi rada imela ovna ali ovco? Ali hočeta imeti ovna ali ovco? Zakaj tu je vsega na izbiro? Je kričala Giske. Pš, tiho bodi vendar, sta jo mirila tatova. Vzemi prvo, kar je videti čim debelejše, pa naj bo že oven ali ovca. To že, samo ali hočeta imeti ovna ali ovco? Ali hočeta ovna ali ovco? Tu je vsega na izbiro, je ponavljala Giske in kar naprej gonila svoje. Teni že jezik za zobe in vzemi prvo, kar ti pride najdebelejšega pod roko, pa naj bo že oven ali ovca, sta odgovarjala tatova. Medtem se je ob kričanju prebudil mož v hiši, prišel ven v sami srajci in hotel pogledati, kaj se dogaja. Tatova sta jo ucvrla, Giske pa za njima, tako da je podrla moža po tleh. Počakajta, fanta, je vpila za onima dvema. Mož, ki ni videl nič drugega, kakor črno pošast, pa se je tako ustrašil, da se je skoraj ni upal postaviti na noge, ker je bil prepričan, da je bil to sam peklenšček, ki je prišel stikat po ovčji staji. Ni si vedel druge pomoči, kakor da je šel v hišo in prebudil svoje ljudi. Potlej pa začel na glas moliti, ker je bil slišal, da se hudiča da pregnati z molitvijo. Drugi večer je bilo ravno tako. Tatova sta se namenila, da bosta ukradla pitano gosko. Giske pa naj bi jima pokazala pot. Na kmetiji naj bi šla Giske v gosjak in jima dala ven gosko, ker je bila na kmetiji kakor doma. Tatova pa bi jo vzela iz rok. Ali hočeta imeti gosko ali gosaka? Tu je obojega na izbiro, je zavpila Giske, kakor hitro je prišla v gosjak. Pš, pš, vzemi prvo, samo glej, da bo dobro spitana, sta ji rekla tatova. To že, samo ali hočeta imeti gosko ali gosaka? Ali hočeta imeti gosko ali gosaka? Tu je obojega na izbiro, je zavpila Giske. Pš, pš, vzemi prvo, samo glej, da bo res težka, pa naj bo že goska ali gosak. In drži jezik za zobmi, sta zasikala tatova. Medtem, ko so se Giske in tatova prepirala o tem, pa se je začel eden izmed gosakov dreti in takoj zatem še drug in kmalu so se drli vsi drug čez drugega, da je šlo kar skozi ušesa. Gospodar je planil iz hiše in hotel pogledati, kaj se dogaja. Tatova pa v beg, kar so jima dale noge, in Giske za njima in s tako burjo, da je bil gospodar prepričan, da je bil sam črn peklenšček. Zakaj? Bila je dolgo kraka in tudi krilo je ni nič vezalo. Počakajta no malo, fanta, je vpila Giske. Sej vama lahko strežem, s čimerkoli hočeta, z gosjo ali pa z gosakom. Vendar se je tatovoma zdelo vse prej, kakor primeren čas za ustavljanje. V hiši, odkudar so jo ubrali, pa so začeli na glas moliti majhni in veliki, ker je bil gospodar prepričan, da je bil sam zlodej v gosjaku. Ko je šlo tretji dan
Proti večeru so bili že vsi tako zlakotneni, oba tatova in Giske, da sami niso vedeli, kam naj se denejo. Zato so sklenili, da pojdejo v kaščo k bogatemu kmetu, ki je imel hišo ob robu gozda in si nakradejo nekaj živeža. In res, tako so naredili. Ker si pa tatova nista upala v kaščo, je morala Giske k predalom, da bi jima dajala ven. Ona dva pa sta stala zunaj in ji jemala iz rok. Komaj pa je Giske prišla v kaščo, je videla, da je v njih zvrhano vsega mogočega mesa in slanine in klobas in kruha in fižolove moke. Tatova sta sikala nad njo in jo prosila, naj jima vendar vrže kaj za podzob in jo spominjala, kako je bilo prejšnja večera. Vendar je Giske gonila svoje. Ali hočete imeti meso, ali slanino, ali klobase, ali fižolov kruh? Je kričala, da je vse odmevalo. Lahko dobita česar si poželita, ker je tu res vsega na pretek. Tu je vsega na pretek. Gospodar tiste hiše se je prebudil ob pregovarjanju in prišel na prag, da bi videl, kaj se godi. Tatova sta jo odsvrla izpred hiše, kar so ju noge nesle. Komaj sta jo pobrisala, je že tudi Giske skočila ven, vsa črna in ostudna, kakor je bila. Počakajta malo, fanta, je vreščala. Kar si poželita, vse lahko dobita, ker je tu vsega na pretek. Ko je gospodar zagledal grdega zlomka, je bil prepričan, da ga je prišel obiskat sam Bog na zvaruj, ker je bil že zvedel, kaj se je dogajalo prejšnja 2 večera. In tudi on je začel na glas moliti in tako so storili tudi vsi po drugih hišah v vasi, ker so bili prepričani, da se da z molitvijo odkrižati vraga. V soboto zvečer sta spet hotela tatova ukrasti kakšnega rejenega koštruna, da bi ga imela za čez nedeljo in v resnici bi jima bil tudi prav prišel, ker sta se že nekaj dni postila. Vendar to pot nista hotela vzeti s seboj Giske, ker samo vrešči in jima svojim jezikom povzroča nevšečnosti, sta rekla. Medtem je Giske vse nedeljsko jutro čakala in čakala nanju, se je bila lačna ko pes. Vseh 3 dneh ni dobila kaj prida vase, zato je odšla na njivo, v repo in izruvala nekaj rep in jih pojedla. Tedaj pa je naneslo, da je gospodarja, na čigar njivi je rasla tista repa, da se ga je polastil čuden nemir. Ni si mogel kaj, da ne bi vstal in v nedeljo zjutraj odšel gledat po svojem repišču. In res, nataknil si je hlače in odšel mimo močvirja, ki je bilo v bližini njive, na kateri je rasla repa. Ko je prišel do tja, je videl, da se nekaj črnega pripogiblja in ruje po repišču. In ni dolgo trajalo, ko je bil že prepričan, da ne more biti v repi nihče drug, kakor sam zlodej. Ko so na kmetiji to zaslišali, jih je pograbil grozen strah. Vendar so uganili, da bo še najbolje, če pošljejo koga po pastorja in ga prosijo, naj prežene hudiča. Ne, to pa res ne gre, je rekla žena. Da bi danes šli po pastorja, ko je vendar nedelja zjutraj, prav gotovo ne bo prišel, ker še ni tako zgodaj po konci. Če pa je, potem se gotovo pripravlja na pridigo. Obljubil mu bom pitano tele, pa stavim, da pride, je dejal mož. Pohitel je v župnišče, ko pa je prišel tja, pastor še ni bil po konci. Dekle je povabilo moža, naj stopi noter, sama pa je medtem odšla na vrh pastorju in mu povedala, da spodaj čaka ta in ta gospod in da bi rad govoril z njim. In res, kakor hitro je pastor zvedel, da nanj čaka čisto pošten mož, si je oblekel hlače in prišel dol še kar v copatah in v spalni čepici. Gospodar mu je povedal, po kaj je prišel, češ da rogač hodijo okrog po njegovi repi in naj bi pastor odšel z njim in ga zagovoril, pa mu bo poslal pitano tele. In res, pastorju je bilo to kar povšeči.
Zato je sklical hlapčka in mu velel sedlati konja, medtem pa se bo sam oblekel. Ne, oče, to pa ni mogoče, je dejal gospodar. Zakaj hudič ne bo tako dolgo čakal? Potlej se pa nič ne ve, kako ga bo mogoče zgrabiti, kakor hitro bi jo potegnil. Nemudoma morate z mano. Pastor jo je mahnil z njim tak, kakršen je pač bil, z nočno čepico na glavi in v copatah. Kakor hitro pa je prišel do močvirja, se mu je začelo tako udirati, da v copatah sploh ni mogel nikamor več naprej. Gospodar ga je vzel štupo ramo in ga mislil prenesti čez močvirje. Hodil je previdno in ves čas stopal, zdaj na kakšen štor, zdaj na kakšen dvignjen svet. Ko pa sta prišla nekako do srede, jo je Giske zagledala in je bila prepričana, da sta tatova, ki prihajata s koštrunom. Ali je rejen, ali je rejen, ali je rejen, sta se drla, da je vse odmevalo po gozdu. Vraga, kako pa ne vem, ali je debel ali mršav, je dejal gospodar, ko je to zaslišal. A če hočeš zvedeti, pridi sem in sam poglej, je rekel. In popadal ga je takšen strah, da je treščil pastorja na sredo barja in se pognal v tek. In če se pastor še ni pobral, potem še zdaj leži tam v močvirju. Veste, ko so zbirali pravljice, predvsem v 18. pa 19. stoletju, sploh v 18., 19., 20. se je to spremenil. Zdaj, ko etnologi pa etnografi hodijo po različnih veseh, zapišejo tako, ko pač nekdo govori. V 18. 19. stoletju pa so te zapisovalci spreminjali tudi sam tekst. Če se kaj ni skladal z takratno ali moralo ali z nekim logičnim procesom, so vrgli ven, pa kaj dodali svoje in tako naprej. Recimo, brata Grimm sta bila zelo znana glede tega. No, in ta pravljica, ki jo imamo danes, bi jo lahko razumeli iz tega registra. Torej, vidite, da ni spoliran. Tudi, ko sledite pravljici, ima polno enih lukenj. Na začetku imamo en problem, ki se ga na nek način niti ne dotaknemo na ta način, kot bi v pravljici bili navajeni, in bolj preidemo, kot da bi bila kakšna druga pravljica. Kaj je taka lepljenka. In za tega tudi analiza ne more biti taka, kot smo ponavadi vajeni, da je vsebinska, da nam pravljica podari kakšno moralko ali pa nam pove o sodobnem življenju kakšno težavo, ampak govori na čist drugačen način o enih težavah same pravljice. In danes se bomo poskušali lotiti te kratke analize na ta način. Torej, imamo na začetku glavno junakinjo, ki pač je prepričala, da je lepa in da jo čaka poroka. Vendar se ta del pravljice hitro konča, ker ugotovimo, da vdovec zelo hitro razreši to zadevo. Ponavadi za to razrešitev sta ponavadi dve varianti, kako se rešiti ženske. Ali s krepelcem po glavi, kar on pač te naredi, ali pa rečeš tisto, kar je najhujš, da je nekdo grd. Da je grd. In oni to naredi namenoma in v točno določenem trenutku. V trenutku, ko se ona znajde sama, ne da bi se znala braniti. Ne da bi se mogla braniti, zato ker je zadeta od konoplje. In tam v konoplji pobleži, on ji ustriže krilo, jo namaže in zgine. In ona se zbudi in se najprej pogleda na nek način v svoje žepno zrcalce in kaj vidi. Vidi, da je res grda.
ne prepozna se, ne more verjeti, da to, kar je v ogledalu, da je to ona. In gre na preizkušnjo. Še ta zadnji dotik s tem vdovcem, ki ga ima tako rada, potrka in vpraša, če je Giske doma. In on reče, seveda je, ja, valjda je. In pa ona reče, ok, pa jaz nisem Giske. In v tem trenutku se na nek način ta prvi del pravljice konča. Prijdemo v drugo pravljico. Kar naenkrat smo v gozdu. Kar naenkrat mi nimamo Giske več pred sabo, čeprav jo pravljica skozi imenuje tako, ampak imamo hudiča. Glavni junak je hudič. In ta hudič zdaj celo štalo dela po vseh. Celo štalo, oziroma imate tako dobro varianto. V gozdu hudič sreča dva tatova in tatova valjda najprej zbežita, ker tle je pač hudič, ampak ker je hudič dolgopet in urnih nog, jih ujame in ne morete zbežati, pol mora nek dil biti med njimi. In hudič, ne da bi, veste, te dva tatova zdaj njemu kaj predlagala, ampak hudič sam predlaga. Zdaj, če vidva sta tatova, takrat, ko bosta kradla, mene vzameta sam. Cool, super, dodatna pomoč. Kdo se bi branil? No, in pol je najlepši, najhumorističnejši del pravljice ta, ki grejo krast. Najprej ovco, vse naštimajo, veste, to se morate tako predstavljati, vse naštimajo, točno vejo, kjero kmetijo, ta je bolj oddaljena, grejo, ona dva tatova na nek način prisluškujeta, ona mora iti pa v stan. Hudič, on, Giske. In ko je v staji, naredi nekaj, kar tatovi nikoli ne pričakujejo. Začne kričati. Kva hočeta? Dajte povedati, kva hočeta. In ona dva je umirita. In ne znata odgovarjati na njeno vprašanje. Ker hudič zelo natančno vpraša. Kaj hočeta? Ovco ali ovno? Samo to povejte. Ona dva je pa mirita, pa tlačta, pa tišina, pa nima veze, kaj vzam, kar nekaj vzam. In se ne izide. Ne izide se zaradi tega, ker so to glasni, da gospodarja zbudijo. In gospodar, ki pride v stajo, ne vidi nič, ker je itak tema, vidi samo nekaj črnega, neko črno pošast. In začne moliti, ker verjame, da molitev odžene hudiča. In se nam to zdaj ponovi, drugi, tretji dan, skozi isto. Tatova se niste naučili, da je treba na hudičevo vprašanje znati odgovoriti, če vas hudič vpraša. Če boste kdaj na hudiča naleteli, pravljica pove. Če vas hudič kaj vpraša, samo odgovorite. Ne se bati, ne trepetati. On reče, kaj hočete, gosaka ali gosko? Rečeš gosaka, pa bo dala gosaka, pa se ne bi gospodar nič zbujal. Ampak seveda ne gre tako in vidimo, da se to stopnjuje. Najprej sta v malo bolj oddaljeni vasi, oziroma kmetiji, pol sta v vasi in ko se gospodar zbudi, cela hiša začne moliti, ker vidijo pač hudiča. Pol je že cela vas začne moliti, pa hudiča še zmer ne morejo pregnati. No, na koncu, pa ta hudič je tu klačen, da gre kar repo želeti. In ni hudič, tudi takrat ne more imeti hudič mir, ga vidi gospodar. In seveda ta leti, zdaj pa več ni dost, da vsi molijo, ker itak že vsi molijo, pa hudič še zmer tam. Zdaj pa treba nekaj radikalnega narediti. Ja, kaj? Ja, greš k pastorju, če molitev ne pomaga, k božjemu služabniku, letijo tja, pastor še čist, in še tudi taka fajn dilema, veste, veste, pastor danes ne bo mogel prijeti, ker je nedelja, se mora pripraviti za pridigo, pa reče, pa ta gospodar, kaj, en pitan tele bom dal, pa bo že prišel, Torej, a veste, ta fajn del skupnosti je, ko točno vemo, kako moramo delati drug z drugim, Če hočemo koga povabiti, je treba točno vedeti, ali mu kaj podmažeš, tako ali drugače. Pač vemo, tako deluje skupnost. In seveda on z veseljem gre. On se ne obotavlja. Celo ko rečejo, in bi se malo preoblekel, pa na konje šel, ni cajta stari, takoj.
v copatah, pa ščepico, dobro, jevi ga, gremo. Ne? In grejo in prideta v to močverje, ko on seveda tam zajadra, ne, do kolen v tistem močverju in ga gospodar dvigne na rame, ne, štupo ramo. In v tistem trenutku Giske misli, da sta to dva tatova. In reče, ne, že vsa lačna po 3 dneh, lakota jo, že po mojem že sliš, reče, a je rejen? In gospodar čist po pizdi, v strahu, ne, in reče, ne vem, a je rejen, ne vem, a je debel ali je mršav, ne, pej sem pa ga poglej, on pa spizdi, ne. In zanimivo pri pravljici je to, da imamo eno zanimivo se pojavi, to je to, kar bi rekel, recimo, če imamo na začetku Giske, potem imamo hudiča in pa pastorja, nam pravljica govori, kako te 3 elemente spraviti v razmerje. Zdaj mi vemo, da Giske na nek način ne igra nobene vloge, razen po imenu, ko hudiča, ko pripovedovalec imenuje hudiča Giske. Drugače pa tatovi in vsi upleteni ne imenujejo Giske, ampak hudič, črni peklenščak in tako naprej. Torej, zdaj imamo pri pravljici, ki ni zloščena, veste, to ni biser, pravljični biser, ne, tako, kot bi kakšno Grimovo pravljico pravi. Ni zloščena, ni lepa, ni tako lepo ne teče, ampak je polno lukenj, v katere padamo. Ne? Pa je najprej to, da je Giske se spremenil hudiča, čisto ne vemo, zakaj bi to bilo, zakaj se mora hudiča spremeniti. Pol hudič ima celo svojo štorijo, da je lačen, pa ne dobi za jest. Na koncu imamo pa še pastorja. Na nek način nekaj nepovezanega. In po mojem so v čas pravljice, ki so se jih pripovedovali na ta način. Veste, pravljica je bilo značilno, da ima polno lukenj, ker niso bili pozorni na logičnost pravljice, ampak so bili pozorni na vsebinske elemente, ne, kaj nas bo nasmejalo, kaj nas bo pahnilo v tegobo ali pa na kaj bomo posebej pozorni ali pa kaj takega. Nismo bili pa pozorni na način pripovedovanja oziroma logično strukturo same zgodbe. No, in če hočemo mi te 3 elemente spraviti v neka čudna razmerja, v neka razmerja, ugotovimo nekaj, da drugi del pravljice od gozda naprej, ne, kot da bi se začela tam nova pravljica, vidimo, da je nekaj nepravličnega na tem, ker gozd se ponavadi vselej dogodi v sredi pravljice, v jedru pravljice. Tle imamo pa nek začetek, za katerega moramo še sploh dognati, kaj ta je, ali pa uvod. Zgodba se pa lahko začne celo, bi lahko rekel, s tem hudičem v glavni vlogi z gozdom. V gozdu lahko bi se tako pravljica začela, ne bi bilo nobene nelogičnosti. V gozdu je nekoč živel hudič. In ta hudič na neki poti sreča 2 tatova. Ne rabimo nič tega. Če ste pozorni, nič tega uvoda ne rabimo. No, in iz te pravljice nam je jasno, da obstaja neka razmerje med hudičem pa temu, kar je pastor. Hudič je nekaj negativnega, je nekaj, kar označuje samo negativnost, je slabega, zlodej, zel in tako naprej. Medtem, ka pastor je pa dober, je pa nasprotje. In imamo takoj to, kar je značilno za pravljico, kar imam jaz v pravljicah črno-belo. Črno-belo situacijo imate. Imamo hudiča, ki je črn, pa imate pastorja, ki je bel. In tudi vemo, da bela zmeraj premaga črn. In to se tudi na koncu zgodi. Kljub temu, da še danes ne vemo, a on leži pastor v močverju ali ne, ampak je rešil vas oziroma te vasice hudiča. Je zmagal. Ne vemo pa, kaj s tem prvim delom narediti, s tem uvodom. Kaj je s tem uvodom? Moja ideja je,
če ste pozorni, ko imate vi klasično pravljico, imate glavnega junaka, ki je z vsemi elementi v pravljici v neki vezi, v neki povezavi. Vi recimo med Giske pa med Pastorjem ni nobene povezave. Ni. Ne vemo, zakaj. Ne? Zakaj bi imela kakšna povezava. On se ukvarja s Hudičem, Hudič se ukvarja z njim in to je to. Nič tudi ne razreši, a veste, včasih na začetku pravljice je kakšen problem, ki ga pol na koncu nek element, recimo v tem primeru pastor, razreši Giske. Ne, recimo, da bi se poročili s tem udovcem ali pa s kom drugim. Nič tega ni. Nič, enostavno ni. Kot da imamo dve pravljice. No, in zdaj je vprašanje, ki ga pravljica lahko nam ponuja kot bralcem, zakaj je uvod takšen, kot je. Ne? Najlažje bi bilo, če bi bili Andersen ali pa Grimm, pa bi v svoji pravljici enostavno to črtali in začeli z gozdom. Noben ne bi porajtal, in tak, to bi zbrisali in v recimo sodobnem folkloristiki bi se ohranila samo ta pravljica. Pri nas se je pa ohranila še ta uvodni del. In pa, ko razmišljaš, kako prijeti ali pa kako bi lahko interpretiral to pravljico, ugotoviš na nekaj, kar bi nekomu, ali ki se ukvarja z antropologijo, ali pa nekoga, ki se ukvarja s filozofijo, bilo lahko hitro jasno. Kaj je to? Hegel ima v svoji znanost logike en fajn začetek. To se je fajn pogledati, tudi če niste filozofi, se ima malo težak jezik, ampak vsaj tisto stran je fajn pogledati. Ker ima tako. On se ukvarja v znanosti logiki, kako to, vsakodnevno bi rekel, kako to, da nekaj je. Kako biti sploh je. Kako to, da sploh pride. Na nek način bi rekel, zastavi tako vprašanje, ki si ga je Heidegger zastavil. Kako to, da biti raje je, kot pa da je ni. Kako to, da nekaj je, svet, jaz, kakorkoli, kot pa to, da me ni. No, in Hegel ima eno tako fajn varianto. On pravi, če imamo nekaj, kar je, in to imenujemo bit, mora tudi nekaj biti, kar imenujemo nič. Ampak ta nič, on pravi tako, ima tako fajn jezik, veste. On pravi, še preden bit je, na nek način je nič, ki pa ni nič niča. Rekel bi tako, veste. To je dobro, ko imate tako. Če imate nekaj, pomeni, da mora nekaj obstajati, česar ni. To, česar ni, temu moramo dati telo, meso. Temu niču. In če damo temu niču telo, to telo še ni bivanje, še ni je. Ampak je, lahko rečemo, da nič je. Ne, da je bit. Ne? Da imamo nič je, pa bit. Okay? Ne? Torej, tle bomo zaključili s Hegelom, kaj dost. In naša pravljica na nek način odgovarja temu, kar Hegel pravi. Imamo nič. Če hočemo materializirati ta nič, če mu hočemo dati meso, bo ta nič obstajal. Nič je. Ko pa ta nič obstaja, pa že lahko rečemo, da je, da živi, da bit je. Imamo trojno sestavo, če lahko tako rečem. Najprej imate uvod, pa imate jedro, pa imate zaključek. Če hočete, da jedro obstaja, morate imeti uvod. Če hočete, da je zaključek, morate imeti jedro in uvod. Ampak to ne gre po linearni logiki. Gre po logični analizi, Hegel bi rekel. To je tako. Ponovadi so nas učili 1 plus 1 je 2. Kaj mi seštevamo?
mi seštevamo identitete. Mi rečemo, da ta ena, ta prva, je enaka drugi eni, zato jo lahko seštevamo. Hegel pa reče, ja, a je to res? A je prva enica res identična z drugo enico? Kaj pa, če je prva enica drugačna od druge enice? Pol se pa zaplete, pol pa ne moramo mi seštevati dveh neidentitet. In pravi, pol pa nikoli 1 plus 1 ni 2. Lahko je 3, 4, 5, 0, minus 1, koren iz 2, nima veze kaj. Samo nikoli ne more biti 2. Ker ne moramo seštevati različnih identitet. Bi pa lahko tako zapisali, veste. Če nimamo identitet, ki bi jih seštevali, pomeni, da moramo k problemu pristopati na drugačen način, da ta se ne bo izšel linearno. In ta pravljica nam ponuja, kako jo brati. Pravljico samo, kako jo brati. Najprej imamo uvod. Imamo nekaj, čemur rečemo grdost. Nekaj grdega. Ona je grda. Giske. Ona je na nek način zla. Bi lahko jo imenovali, to mi iz antropologije je fajn, veste, ti minusi pa plusi pa to. Imamo minus v prvem delu pravljice. Pol pravljica zaide v drugo pravljico, imamo hudiča. Hudič je itak materializirano zlo. Ko bi bilo zlo, nič, ki ima meso. Jaz ga bom označil z 2 minusami. Z 2 minusami zato, ker če je prvi minus giske, ki je grda, je zlodej na kvadrat ta minus. Ki pa seveda ni plus, ker je še zmer označen kot negativnost. Nekaj zlega, nekaj, kar ni dobro. No, na koncu imamo pa pastorja, ki pa je plus. In zdaj imamo eno razmerje, ki se mu pravi trikotnik, ki vidimo, da če hočemo razumeti razmerje med hudičem in pastorjem, med dvojno negacijo in pozitivacijo, med tem razmerjem, mora pred dvojno negacijo obstajati negacija sama. Torej, pred dvojnim minusom mora obstajati negativnost sama po sebi, če lahko tako rečem. Razumete? Zlo samo po sebi. Če je hudič materializacija zla, mora obstajati tudi zlo samo po sebi. To, kar ponavadi rečemo za neko dejanje, da je, a veste, kar razmišljamo, rečemo nekaj dobro, nekaj je pa zlo. Ve se, kaj je dobro, vemo, kaj je zlo. Ko se neko dejanje pol udejani, rečemo za to dejanje, ali je dobro, ali je pa zlo. Ga na nek način etikiramo, neko dejanje. Vendar, še preden imamo zlo kot tako, imamo nekaj, kar lahko imenujemo absolutno zlo. Tako, kot imamo absolutno dobro. Če recimo absolutno dobro v neki krščanski religiji Bog, je absolutno zlo hudič. In absolutno zlo v našem primeru ni neka materializacija, ker to je že hudič, ampak je nekaj zlo, ki še ni materializirano. Bi lahko rekel zlo, ki še nima mesa, ki je okostje. Kot da je zlo, ki hodi okoli, samo okostje, brez mišic. In to zlo lahko predstavlja naš uvod pravljice. Lahko predstavlja giske. Ampak ne predstavlja ona zlo v tem smislu, da je na njej kaj zlega. Ona predstavlja absolutno zlo, zato da mi znamo sploh šteti. Je čisti nič. Ta uvod giske je 0. Mi smo začeli pravljico na nek način tako. Če za trenutek pustimo ta uvod, začnemo s hudičem. Imamo 1 je hudič, plus 1 je pastor, imamo 2, nam je jasno. Zgodba je jasna, trenutki
problemov so jasni, kako se razrešujejo, vse nam je jasno. Vendar Hegel bi prišel, to je že fajn, vendar kako mi sploh pridemo do 1? Kako mi pridemo do številke 1? In reče, ja tako, da štejemo zraven tudi nič. Da zraven štejemo tudi absolutno zlo. Ali pa absolutno negativnost, da ne bo zlo, zdaj tako nekaj negativnega. Ne? In to pravi, to je pa nič. In če ti nič plus 1 sešteješ, ne boš nikoli dobil 2 pastorja. Ne? Ker je nič ni identična z 1. In Giske pri nas predstavlja nič, da bi se zgodba sploh lahko začela in da bi mi lahko razumevali celo zgodbo, da bi sploh lahko prišli do hudiča, moramo najprej narediti uvod v hudiča. Uvod v hudiča pa je brezvezna zgodbica o tem, kako je ena ženska nekoč bila zaljubljena v vdovca, jo ta ni maral in jo je spremenil v grdobo. In ko imamo zdaj grdobo, zdaj pa lahko mi skočimo do hudiča. Ker sta zraven. Ne? Ona je minus, hudič je pa dvojna negacija. Super, pa zgodbica steče. Ne? Približam jasno, kaj hočem. Ne? Hočem vam pokazati, da to je tako, kar veste pri dobrih knjigah. Ne? Dober pisat ponavadi. Sploh strokovni članki in strokovne knjige. Veste, niso nikoli pisani od začetka pa do konca. Bi rekel, uvod, jedro, zaključek. Nikoli. Vprašajte kogarkoga, ki piše strokovne specialne članke. Zmeri je najprej problem, pol pa od tega problema okoli se drka. Ne? Pa kako to pa pa eksperiment pa tako naprej. Pol, ki je pa to narejen, recimo, da iz tega pride neka enačba, pol pa človek, ki to piše, naredi najprej uvod, pa pol zaključek in to pošlje recimo reviji. Torej, vi imate najprej kristalizacijo jedra problema, na koncu pa vi dodate uvod. Ne? Zadnjih 25 let sem se ukvarjal s fotoni in a veste, ne? Tudi v torej, člankih, knjigah je to tako. Ne? Jaz, ki primem knjigo, pa pol začnem, od začetka mislim, da je on linearno pisal. Pa ni. Nikoli ni linearno pisal. Nikoli ni najprej razmišljal, kako bom jaz začel. Vod. Kako bi jaz zdaj bralca prepričal, da naj nadaljuje. Ne. Ni nikoli tako. Ne? Mi, ki primemo to knjigo, mislimo, da je tako. Ne? Zato, ker je strukturirana pa natisnjena na ta način, da in tudi črk, številke so 1, 2 in tako naprej. Ne? In mislimo, najprej z uvodom, metodologija. Ne? To se nikoli ne? Zmer se na koncu to naredi. In naša pravljica govori o tem. Mi imamo že zgodbo, ne? Imamo hudiča, imamo 3 dni lakote, imamo pastorja, vse imamo, vse se izide. Sam, kako narediti uvod. Ne? In uvod naredimo na način, da zapeljemo bralca v to, da ga prepričamo, da lahko začne šteti. Če lahko tako rečem. Ne? Pravljico bi lahko objavil, veste. Mislim, to bi bil tak eksperiment lahko. Rečemo vsaka stran številko. Ne? A veste, strani 1, 2, 3 in tako naprej. Bi jaz naredil tako, da bi pri Giske do tega, ko ona ugotovi, da ni Giske, ampak da je Grdahov hudič, bi bilo številčenje 0. Pa kaj hudič, bi bilo pa 1, 2, 3, 4, 5, ne vem, do 10, ko je pastor. Zdaj, ko bi, majhen elementek bi dal bralcu, da vidim, če ga bo se sledil. Ne? Ker mi nikoli ne štejemo z 0. Mi štejemo z 1. Rečemo, začni se števati. Mislim, začni šteti. Rečemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. Nikoli ne rečemo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ne? 0 ima poseben status. In ta poseben status ima v našem primeru uvod. Uvod, ki nas vpelje in zapelje. Oboje. Vpelje in zapelje v to, da bi znali začeti šteti. Samo zgodbo. Samo
ali pa bom tako rekel, bom še bolj zapletel, da bo zgodba sama sebe začela šteti, rabi nulo, zato da se od nule odskoči v ena in začne šteti. Ne? To naredi. In če nam kaj pove ta pravljica, je to, da na nek način se to dogaja, ne da bi mi vedeli. Mimo naše buče. Ne? Ta logična struktura. Ne? Mi, ko beremo, ko izvajamo, ko interpretiramo, nismo pozorni na to. Kako je strukturirana. V smislu semantičnega polja pravljica. Nismo pozorni na to. Mi smo pozorni na vsebino, na to, kaj nam bi dala, kako so poudarki narejeni, zakaj so tam narejeni, kdo so glavni elementi, zakaj so te elementi, zakaj niso drugi in tako naprej. Nismo pa pozorni na to, kako nas upelje v pravljico. In zato je ta pravljica, saj zame, tako izjemna, ker je tak biserček, ki ni obdelan, veste, ki ni tako, kot imate, ne vem, pri mama je naročila rdeči kapici, da ko gre k babici in da v košaro to pa to in zdaj rekla, pazi na tej poti in bla bla bla. Ne? To je tak klasičen lep uvod, vse se sklada, vse je super, nobenih lukenj. Tle pa imamo. Kar nekaj imamo tle. Niti do razrešitve ne pride. Zgleda ta Giske skozi grdan, kako. Ne vidimo nobene rešitve v tem delu pravljice. Ne? In tle jaz mislim, da je to čista varka pravljice same. Da pravljica sama sebe zakamuflira, da ne vidi, da je že odskočila in že šteje. 1, 2, 3, 4. Ne? In če bi na ta način razumeli, pol se nam pa odpre eno popolnoma drugo polje razumevanja pravljic, ki pa je izjemno zapleteno, težko, ampak hkrati te pa nagradi, se mi zdi. To bi bilo to, da bi na nek način mi mogli, recimo, s pravljicami nehati na ta način in se lotiti tega. Nimam veliko časa, da povem, ampak hočem vam sam plastično prikazati, kaj lahko ta pravljica ponuja bralcu. Kaj lahko. Ne pravim, da je to res, ne pravim tudi, da je moja analiza nekaj izjemnega ali kakorkoli, ampak me je pa navedla na to misel. Če pravljico beremo v smislu nekega krožnega toka razumevanja, torej ne linearnega v tem smislu, kar smo mi vajeni, ker tudi v pravljici je zmer krožni čas, veste, ni nikoli linearni čas. Je tako. Pravljico interpretiramo ne na način, da smo vselej ujeti znotraj nje, ampak damo to na stran in ugotovimo, da pravljico lažje razumemo, če bomo znotraj pravljice določene elemente, ki ima, ugotovili, da ti elementi služijo ravno tako, ampak različnim povezavam drugim pravljicam. In logika bi bila ta, da več ne analiziramo te pravljice na način vsebine, ampak v razmerju, v katerem se nahajajo določeni elementi tudi drugih pravljic. Kar bi pomenil, da delamo neke take vrste, ena pravljica nas naveže na drugo pravljico, na tretjo pravljico, ki razlaga prvo in drugo, in prvo na ta način, drugo na drug način in tako naprej. In boste ugotovili, veste kaj, ker to so naredili, veste, to, jaz ne govorim kaj novega. To so v 60-ih pa 70-ih letih naredili in so ugotovili, ker so to delali po celem svetu, da hudiča se vse naslavljajo druga na drugo. Da nima vize, ali ste vi v Južni Ameriki, ste vi v Evropi, ali ste vi v Severni Afriki, ali ste vi v Indoneziji. Določene elemente pravljic se ponavljajo skozi celotne skupnosti in kulture, seveda v različnih
elementi imajo različna razmerja, ampak obstajajo kot elementi. In ugotovijo, in so pa ugotovili, da ena pravljica razlaga drugo, druga razlaga četrto, četrta razlaga tretjo, tretja razlaga 25, 25 lahko razlaga prvo, ne celo, ene del. In so pol, veste kaj ugotovili? To je fascinantno. Ne? Ugotovili so, da če vi hočete razumeti delovanje človeških možganov, ni treba, da ste neurolog, ni treba, da ste ne vem kakšen znanstvenik za možgane, nič od tega ni treba. Vse, kar morate vedeti, je, ali ste zaljubljeni v mite, ali pa pravljice, ali kaj takega, in ko vi to strukturo delate, ugotavljate, da je to struktura človeškega uma, da tako deluje. Naš deluje na način, da dela ne samo razlike, ampak tudi konjunkcije, povezave z različnimi elementi. Ne? Niso elementi kar tako nekje postavljeni, pol pa mi, kot znanstveniki, pridemo pa rečemo, tale element, tega določajo to, to je to. Ne? Pravljičar bi rekel, to me v bistvu ne zanima, me pa zanima, kako to, da je ta v tem razmerju, ta pa v tem, tle pa ni nobenega razmerja med tema dvema, tle pa je pa to razmerje, kako to? In ko se to sprašuje, ugotovi, da če je v vseh različnih skupnostih tako, torej ta logika, pomeni, da to nekaj pove o tem, kako mi strukturiramo svoj način življenja. In da je v tem, kako strukturiramo način življenja, neka podobnost med nami. No, kljub temu, da so popolnoma smo različni. V tem smislu tudi skupnosti, kako živimo pa tako naprej. A veste, jaz pač ne bi preživel nekje v brazilski džungli med nekimi Bororo indijanci. Ne? Ampak strukturo, kako oni razumejo svoje mite, pravljice in tako naprej, identično, kot jih razumemo mi. V smislu, kako deluje In ne samo to, celo več, to deluje mimo naše zavesti. Kar je pa lepota celotnega tega ukvarjanja. Mi se samo na nek način, veste, te pravljičarji, pripovedniki in bla, bla, so se samo prepustili pripovedi sami. Oni niso imeli, tako kot sem prej rekel, struktura. Zdaj, glavni junak bo rdeča kapica. Zdaj, če je rdeča kapica glavni junak, bom pa naredil, da bo volk njegov drugi pol. Ni bilo nikoli tako. A veste, da si je nekdo zmislil v glavi ta način, pa se je pa to zapisalo. Prepustil si se pripovedovanju in pripovedovanje samo vas je pripeljalo do teh glavnih junakov. To je fascinantno. Pripovedujte, 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 to, da boste že zmatrali, pa še zmer pripovedujte, 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 da boste že napol mrtvi, pa še pripovedujte, pa boste videli, da na koncu se usta samo odpirajo in vam pride neka logična struktura, ki je lahko v našem primeru rečemo pravljica. In v ta naša giske, ta naša pravljica se mi zdi govori o tem. Vem, da sem malo zapletel, pa malo šel daleč, pa stran poti ubral, ampak nisem mogel drugače, da vam pokažem, kako mi lahko začnemo šteti šele, ko smo v neki taki strukturi. Veste, knjižničari imamo eno tako dobro stvar. Kaj ponavadi knjižničari ne razmišljajo, ampak kakšni pa? Ne? Veste, včasih je bilo to še dobro, zdaj je malo drugače virtualiziran, ampak logika je pa ista. Liskovni katalogi so bili. Ne vem, če se spomnite še od ostali knjižnici, ena taka velika lesena omara z majhnimi predalčki, pa ste ti zvlekli pa iskali in pol, ko ste najdeli zadetek v en listek in tam na tistem listku je pisal na nek način, kje v knjižnici ta knjiga stoji. Ne?
Drugače obstajajo, recimo to lahko vidite v slovanski knjižnici. Oni še zmeraj tudi delajo, oziroma pustijo, mislim, dograjujejo tudi to zbirko, no kljub temu, da je danes vse virtualno, imate Kubis, a veste, ta sistem, bla, 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 ne? No. In kaj nam ta pravljica Evo, to je naš katalog. Zdaj vam pa jaz vprašam. Tle je zapisano vse, kar je kadarkoli išlo, bilo izdano, niti ni treba, da je bilo tiskano, lahko je bilo samo v tisku, pa nikoli natisneno, pa bo že evidentirano, kaj temu katalogu vseh katalogov manjka. Zakaj ni ta katalog vselej popoln? Lahko imate vse na svet, ne? Vse imate evidentirano, pa bo temu katalogu vselej nekaj manjkalo. Kaj mu bo manjkalo? Povezavamo predalčke. Ne? Ne? Manjkalo bo nekaj, kar ponavadi, in to sem vam danes hotel povedati, logično manjka, ne vsakodnevno realnost, v kateri smo potopljeni, te logičnosti ne bomo videli, kaj manjka. Manjka to, kar smo danes s to pravljico Giske začeli. Če je Giske tista nula, tista negativiteta, s katero začnemo šteti. Temu katalogu manjka, manjka sam katalog. Ne? Če imate vi katalog, temu katalogu samu manjka sam ta katalog. Tega ne morete katalogizirati. Tega ne morete evidentirati. Tega ne morete zapisati. Ne? Ta katalog vsebuje celotno znanje človeštva. Pa vendar v tem znanju človeštva bo vselej nekaj manjkalo. Znanje v človeštvu samem. Ne? To v matematiki zapišemo n-1. To govori naša pravljica. Da bi mi lahko začeli delati katalog, moramo vedeti, da tudi, ko ga bomo delali, moramo vedeti, da ga ne bomo nikoli izpopolnili. Ne bomo nikoli naredili popoln katalog. Če to vemo, ne bomo zafrustrirani s tem, in bomo kot knjižničari normalno delali z dneva v dan, ne pa se ubijali in razbijali glave, kako v tem katalogu vselej nekaj manjka. Logično manjka, ne pa v smislu vsakodnevnega čutenja, občutenja stvarnosti sveta. Strukturno manjka. Ne? Struktura ni nikoli cela. Ne, kot da bi te pravljice recimo zaobjeli, pa bi rekli, to je to. Ne morete jih vseh zaobjeti. Zmeraj vam neki elementi strižejo, grizejo in tako naprej. Ali manjkajo, ali kakorkoli. Torej, če hočemo začeti, kjerkoli v svetu, torej, začeti v smislu ali ukvarjanja samim sabo, svetom, mestu, ki mi pripada, ali pa ne pripada, ali kakorkoli, se moramo najprej zaslepiti. Zaslepiti se moramo za to nulo. In to je dobro, ker če ne bi bili zaslepljeni, pol več ne naredi. Pol bi bili tako kagijske in bi se končala zadeva tam, ko ona ne ve, kdo je. Ne, nula. Negativnost. In pol bi svet raje bil nič, kot je. Tako pa raje je, kot pa da ga ni. In smo mi raje tu, kot pa da nas ni. Ne? Evo. Jaz sem končal. To bi zame bila danes ta pravljica. Ne? Torej, ponuja nam vse, kar nam ponuja svet. Ne? Polno manjkajočih korakov, polno slabih korakov, pa nekaj dobrih.
In iz tega lahko nastane dobra zgodba. In Giske je lahko ena izmed teh zgodb. Ne? Pokaže nam, da če hočemo šteti, je treba najprej poznati nulo. Vidite, rabci so vedeli. Ne? Rabci so nam dali nulo, pa so rekli, jefte se zdaj s tem. Ne? Mi smo pa začeli šteti. Ja. A ne, to je tako fajn. Čas december, veste, vsi popisnevamo s temi nakupi. Namesto, da bi se malo ustavili, vzeli eno pravljico v roke in poskušali razumeti, kaj je izjemno zapleteno. Ne mi reči, da recimo Giske bi kakšen otrok zljubil, ker to pravljico pač ne more zljubiti. No? Ker nima nobene logike, nobene katarze, nič nima ta pravljica. Kar neki. Imaš malo smeha, kaj je super, pa pastor tudi ne veš na konc, a pade na rita, ne? In to je to. Ne ponuja vam tako, veste, kot, ne vem, Sneguljčica ali pa zadnjič sem gledal to risanko, pa je že Frozen. Ne, tam vam ponuja ta lep konec in tako, ne? Ja, si pol, ko gledaš, si rečeš, ja, skozi ne vidiš za ta konc, ne? Pri Giske nič ni tega, ne? Je taka scufana pravljica, ne? Vsi so vzeli nekaj dobrega od nje, vse, kar je ostale, pa tole. Ni predvidljive pravljice. Ja. Zakaj sem izbrala pojmanje? Ker sem se namatril danes s tem. Bi lahko kaj brlažnega vzela danes, ne? Moram pa reči, da so se pa nasmejali. No in zato pravim, da je bila ta pravljica, po mojem ste jo že čutili, ko jo je Mirjam pripovedovala, da je drugačna. Ne? Da nimate tistih klasičnih junakov oziroma elementov, pravljičnih elementov, ki nastopajo v vsaki pravljici. Da nekaj ne štima s te pravljice. Kot da bi se recimo, veste, da bi začutili to trenje kolesja pravljice. Ne? Kot da bi tam en zrn prišel, pa pol ne gre to kolesje dobro v krog. Ne? No in po mojem je problem ravno ta, da jo lahko vidimo kot nekaj, kar še ni bilo iz strani folkloristov dobro obdelano. To še ni pravljica, ki bi jo recimo dal Grimm recimo otrokom. Ni. Veste, ker ona dva sta imela visok nivo, brata Grimm. To ni šlo kar vse. Vse skrb bomo mi to malo napisali, pa to. Ona dva sta že takrat računala na to, da otroka je treba zagrabiti, vzgajati in mu ponujati določene rešitve. In sta tudi vedela, veste, ona dva sta vedela, prva takrat, sta vedela, kako ti otroka premagaš. Ne samim besedilom, ampak slikcami. In sta tudi vsaka nove pravljice, ki so išle, je bilo več slik. Sta vedela, da je treba otroka začarati, da ga daš na to pot. No, so pa pravljice, ki pa niso za to pot. Ki pa problematizirajo ravno to, kako so nastale kot pravljice. In to bi bila recimo ena taka naša zgodba, Giske. Zdaj pa konc. Je lepo, da ste prišli. Ja, pa se zahvaljujem. srečno novo leto. Enako, hvala. Brigita. Ja, kdor bi želel, ne? To sem še pozabil prej povedati. Midva sva bila povabljena Tamara pravljice na Ljubljanskem gradu. Na Ljubljanskem gradu vsak mesec. In to so oni tako, mi so malo o hecu govorili, pa tako naprej.
oni so pa tukaj resno zagrabili. In če bo koga zanimalo, jaz vam bom poslal mail. Za cel leto naprej, od januarja do decembra, na gradu, če bo koga zanimalo, če bi kdo prišel, ali kakorkoli, bo imel tam razpored. Tudi videl bo, kere pravljice se dogajajo, kere se bojo pripovedovali, kere se bojo analizirale. Če bo koga zanimalo, naj pride. Bomo imeli še en prostor za zabavo. To bojo, dnevi so pa zmeraj petek. Mislim, da je takrat, ko je zimski čas, je ob 6, ko je bolj poletni čas ob 7 zvečer. Boste dobili ta plakat, pa se boste pa sami odločili. Prav. Ja, način, samo dvoranica je bolj prijetna, ker je bolj akustična. Več lahko narediva glede scene. Tako da je za videti, no? Ker je grad je ena taka poseben kraj za pravljice, pa bomo videli, ali nama znese ali ne. A to bo tam, ki sta bila že takrat? Ja, enkrat sva bila tam, takrat so oni zapeli, zdaj so vse naredili, pripravili, tako da... To je tisti fajn front. Ja, če vam bo všeč, super, če ne, se bomo pa tle dobili.